Lipo, ki je sicer tudi simbol slovenstva, so posadili prav včeraj na Mednarodni dan miru. Lipa je pri Slovencih nekako prostor, pod katero so se zbirali ljudje, tako da res smo današnjo lipo posadili ne samo zato, da se priključimo temu svetovnemu programu vrnitve dreves naravi, temveč tudi zato, ker želimo, da ta naš prostor pod lipo postane prostor, kjer se bomo zbliževali in združevali. Njihovi varovanci se z veseljem udeležujejo takih dogodkov, s katerimi skrbijo za doprinos in kakovost njihovega življenja. No in tokrat ste v svoj krog, ko ste posadili drevo, povabili tudi eno izmed svojih uporabnikov, poleg Boštjana mestne občine Kranj, župana mestne občine Kranj Boštjana Trilarja in vas, tudi Niko. Ja, seveda, ne predstavljam si, da bi posadili drevo brez predstavnika tudi naših uporabnikov. Kako je sprejela to? Z veseljem seveda. Vedno je težko med tako visokim številom 175 uporabnikov določiti nekoga, ker bi seveda to vsi želeli, tako da so potem v nadaljevanju za lopate poprijeli tudi ostali uporabniki in verjamem, da bojo tudi to malo zemlje, kar jo je še ostalo na travniku, z veseljem pograbili in uredili okolico zdaj te novo zasajene lipe. Moje želje so, da bi drevo na vrh krošnje, da bo prijateljstvo pa deblo, da bo družina še večja in lepa in da bomo vsi skupaj imeli odnose lepe in prijazne. Korenine pa pomenijo prijateljstva in radosti in veselja ter veliko prijateljstva pa veselo naj raste naprej in želim Lipi še naprej, da bi zrasla veliko drevo, naj nosi v krošnje moje življenje in moje ime. V krajevni skupnosti Zlato polje so zelo ponosni, da v njihovem kraju deluje takšna institucija, kot je Varstveno-delovni center Kranj. Da omogoča vsem tistim hendikepiranim otrokom in starejšim, da najdejo prostor in da se poučujejo za določena dela, ker vemo, kak je danes. Ogromno je hendikepiranih otrok in niso zaposleni, potem pridejo v težave. Zdaj te inštituciji, Varstveno-delovnem centru, mestna občina Kranj in krajevna skupnost veliko namenijo, predvsem finančnim sredstvom mestna občina Kranj, ker smo absolutno zadovoljni. Danes, ko smo posadili to drevo miru, to je ena stvar, ki nam vsem nam uliva, da bo večni mir, da ne bo vojn in tako naprej, ker vemo, kaj se dogaja po svetu in smo hvaležni, da se to dogaja v naši krajevni skupnosti. Dogodka se je udeležil tudi župan mestne občine Kranj Boštjan Trilar. Jaz sem zelo zadovoljen, kako lepo Varstveno-delovni center Kranj deluje, ker tem varovancem, uporabnikom omogoča normalno vključitev v družbo preko dela. Moram jih tudi pohvaliti, delajo izjemno lepe izdelke, še posebej so mi všeč njihovi glineni izdelki. Ta pobuda, da bi pa posadili po celem svetu 85 milijonov dreves, je pa še posebej pohvale vredna, ne samo zato, ker ima močno simbolično vrednost, ampak tudi zato, ker ne nazadnje pripomore k bolj zelenemu svetu, k boljšemu življenju.